Logično bi bilo, da bi v takšni nameri, če bi recimo država resno mislila, ali pa če bi odgovorno počela, bi najmanj, kar je povprašala, saj Urad za varstvo konkurence o tem, oziroma od njega terja neko predhodno mnenje. Kajti gre za izjemno pomembno združitev. Ne gre za združitev dveh, ne vem, pekov v enem mestu ali v eni državi, gre za združitev dveh mega energetskih podjetij, ko govorimo seveda o slovenskem merilu, ne evropskem in svetovnem. Torej, v takem primeru bi verjetno veljalo gospoda Soršaka iz Urada za varstvo konkurence predhodno seveda povprašati in terjati od njega tudi neko vsaj predhodno stališče. Kajti jaz mislim, da sicer ob taki koncentraciji lahko nastane veliko negativnih posledic. Kaj taka odločitev pomeni naprej? Potrditev tega, kar sumim že dolgo, to je umor jedrske opcije v tej državi. Namreč drugi energetski steber je bil poleg tega, da spodbuja konkurenco na trgu na debelo in na drobno v Sloveniji, osnovan tudi zato, da se skrbi za kondicijo jedrske stroke, kadra, da lahko z odgovornostjo se soočamo z varnostjo in delovanjem tega objekta, da se lahko odgovorno govori tudi o razvoju te opcije, še posebej, ko govorimo o podaljšanju obratovalne dobe in tudi snovanju recimo novih projektov, novih izzivov, kot je drugi blok jedrske elektrarne Krško. Da se ni resno mislil in da se resno ne misli v tej vladi z tem nadaljevanjem jedrske opcije, več kot očitno bilo tudi letos na skupščinah, ko so praktično ves dobiček Gen energiji pobrali v proračun, medtem ko niso se skoraj dotaknili dobička, ki je nastal v holdingu Slovenske elektrarne. Zelo različen pristop do istih dveh gospodarskih subjektov. V teh študijah o združitvi pogosto omenjajo teoretiki, profesori, ki očitno težko delujejo v realnem življenju, to se vidi tudi mimogrede iz številnih primerov te vlade, ko imamo profesori, pa lahko vsi ocenjujete, kako delujejo. Torej, za razmerami. Oni pravijo, da če je eden lastnik dveh gospodarskih družb, torej v tem primeru je država lastnik obeh stebrov, da konkurence v bistvu ni, da to pač tak ali tak država vse usmerja kot lastnik. Te ljudi, ki to govorijo, očitno ne poznajo zakon o gospodarskih družbah in ne poznajo dejanskih realnih razmer. Zakon o gospodarskih družbah seveda zelo jasno govori, da poslovanje in poslovne funkcije ne izvaja lastnik, temveč uprave, da so uprave pri tem samostojne in neodvisne. In če je temu tako, če res te profesori tako mislijo, potem verjetno obstajajo neki centralno-planski kanali, po katerih se telefonari iz ministrstva ali iz vlade na posamezna podjetja in se pove, po kateri ceni se komu prodaja ta električna energija. Če to obstaja v tej državi, po nam Bog pomaga. Jaz mislim, da ne obstaja, da podjetja, kot sta Gen energija in holding Slovenske elektrarne, samostojno, odgovorno tržita svojo električno energijo v skladu z najboljšimi možnimi načini in si pri tem konkurirata. In če kdo malo bolj pozna način delovanja, verjamem, da tržniki v skupini HSE in tržniki v skupini Gen energije zelo tekmujejo pri pridobivanju kupcev in da ni tu govora o odgovorni ekonomiji. To sem 100%, ne nazadnje lahko različne akcije, ki jih ima tako GEN-I kot tudi holding, kot tudi drugi, pravzaprav pričajo o tem, da imamo pravzaprav neko konkurenco. Gotovo ta vzpostavitev dveh stebrov ni bila zadostni pogoj in končni korak pri zagotavljanju delovanja trga in konkurence. To je pa potreben, prvi nujen pogoj, da se to zgodi in zato je seveda centralizacija, vzpostavljanje monopola pomemben korak nazaj. Naj povem, da je bila to ideja stranke oziroma gospoda Golobiča in gospoda Kopača že prej, že na samem začetku delovanja te vlade. To je bila ideja že spomladi leta 2009. Takrat so bile naročene tudi te študije, torej so študije, na katerih bazira aktualno vladno gradivo, najmanj eno leto stare in temeljijo na zgrešenih podatkih. Saj so danes razmere na energetskih trgih povsem drugačne in če bi bilo logično, bi verjetno morali Gen energijo dokapitalizirati s holdingom Slovenske elektrarne.
Kajti Gen energija je po tako prihodkih, kot po tem, če dalje bolj uspešno podjetje in seveda tudi ponavadi neuspešnega želiš nekaj naučiti, ne pa obratno. Še nekaj. Gen energija je tudi simbolizirala pravzaprav biti nekoliko bolj nov podjetniški pristop, ki ga tudi pri energiji potrebujemo. Tu niso vladali sindikati, kot vladajo pri holdingu Slovenske elektrarne. Pa še ne samo to. Holdingu Slovenske elektrarne vlada en sam sindikat, enega samega podjetja. To je nevarno za optimalno delovanje. To je tak sindikat, ki celo postavlja pogoje, mimogrede se s tem tudi strinjam, s takšnim ciljem tega pogoja, da se odstavi, ne vem, direktor direktorata nekega ministrstva. To se vidi, kako realsocialistično še deluje in seveda posledično tudi neučinkovito holding Slovenske elektrarne in zaradi tega je potrebno skriti težave, neučinkovitosti tega sistema, zato da se mu pripravi nekaj dobrega, da nastane seveda nek miks, kjer se da vse skriti, vse utopiti in na koncu narediti vse skupaj neučinkovito. Tipičen primer takšnega razmišljanja je tudi združevanje Telekoma in Mobitela. Telekom se sooča, kot veste, s številnimi problemi. Mobitel posluje bistveno bolje, sedaj ga je treba združiti in zakriti. Namesto da bi po neki logiki strmeli k učinkovitosti vsakega segmenta posebej, ker potem je tudi celota učinkovita, se sedaj združuje zato, da bi neučinkovitega dalo učinkovitemu in naredili neko povprečje. Eden izmed ciljev te združitve je tudi omenjen ta, da se združuje, ne vem, investicijski potencial. Jaz se strinjam, da je potrebno združevati investicijski potencial v Sloveniji, v energetiki, kajti Slovenijo čakajo in so nujne številne investicije. Vendar te investicije morajo biti učinkovite in zato je določena konkurenca pri investicijah tudi nujna in potrebna. Kakršnokoli monopolizacija in seveda centralizacija investicij samo pomeni, da bojo financirane vse investicije na enak način, ne glede na to, in ta presoja učinkovitosti bo zanemarjena. Tako da, spoštovani, jaz v tej nameri, tej kadrovski nameri v ozadju vidim dejansko eno ambicijo po prevzemu kompletne energetike strani ene same stranke, ki je mimogrede po vseh javnomnenjskih političnih volilnih rezultatih čedalje bolj marginalna. Jaz celo menim osebno, da predsednik te stranke že pravzaprav težko gleda svojo politično prihodnost in da je pač treba popleniti v tej državi, kar se še popleniti da. In tu je energetika, telekomunikacije, zelo priročen sektor, ki posluje z določenim rezultatom kljub krizi. In seveda postavljanje svojih ljudi na prava mesta omogoča odtekanje denarja po različnih kanalih, ki jih bomo kasneje lahko tudi zvedeli, vendar šele takrat, ko bo bistveno prepozno. Naprimer, kako so ljudje inovativni pri tem odtekanju kapitala, je dokazal tudi predsednika uprave Taloma, ko je tihega družbenika in je terjal po izjavah direktorja oziroma prejšnjega lastnika cestnega podjetja Ptuj seveda ustrezno finančno nadomestilo za njegovo botrstvo, bi rekel, pri projektu, ki se je zgodil Talomu in gradbenemu podjetju Ptuj. Torej, jaz vidim to kot zelo nevarno za Slovenijo in za predvsem naše porabnike električne energije, zato sem se tudi odločil vam o tem spregovoriti. Mudi pa se gospodom iz Zaresa zaradi tega še enkrat, ker bo ob nastopu funkcioniranja Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami seveda ta direktni vpliv bistveno težji. Kolikor jaz upam, da danes vlada ni sprejela te rešitve dnevnega reda, mimogrede še nekaj v proceduri, v ponedeljek ta teden je to gradivo prišlo na vlado. Jaz poznam, ker sem bil minister, tudi proceduro sprejemanja določenih odločitev na vladi. Potrebno je najmanj 14-dnevno medresorsko usklajevanje, zadevo so poslali tik pred zdajci, ni bila uvrščena na odbor za gospodarstvo vlade in je bila danes predlagana kot širitev
brez soglasja, recimo Ministrstva za finance, mimogrede minister za finance sploh ni v državi že od ponedeljka. Tako da je bila prav ena panična situacija o zadevi, ki je izjemno pomembna. Torej, gre za združevanje dveh izjemno pomembnih in vplivnih podjetij v državi. Torej, to se tako ne dela. Zato predlagam vladi, če se je pač že to odločila, ker tudi sama mimogrede ugotavlja, da bo s tem zmanjšana konkurenca. To v sporočilu za javnost včeraj tudi gospod Kopač in ministrica Radičeva zelo enostavno priznala, da manj bo konkurence. Vendar bodo določeni sinergijski učinki. Torej, slabše bo za gospodarstvo, vendar bo verjetno boljše za vodilne ljudi v teh družbah. Torej, priporočam, da si, če si že to želijo, kar je pač odločitev te vlade, ki je po moji oceni škodljiva, da si najprej karier pridobijo stališče oziroma neko predhodno mnenje Urada za varstvo konkurence oziroma strokovnjakov z področja konkurence. Niti eden gradivo, ki sem ga dobil v roke, se resno s tem ne ukvarja in seveda postavlja pod veliki vprašaj, kako bo vplivala ta koncentracija, horizontalna koncentracija proizvajalcev na delovanje trga in na cene električne energije. Prepričan sem, da noben monopol še ni cen znižal. Vsak monopol je cene samo dvignil, če ne na kratek, pa na srednji ali dolgi rok.